V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In duhom. Zbrani smo ob obletni sveti maši, tukaj pod Macesnovo gorico, za vse medvojne in povojne žrtve revolucije. Lepo pozdravljam med nami gospoda predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo, predsednika Nove slovenske zaveze, Matija Ogrina, varuhinjo človekovih pravic Republike Slovenije, Simono Bavdek-Drenik, zagovornika načel enakosti, gospoda Miha Lobnika, župana občine Kočevje, Gregorja Prešerja, v imenu Slovenske demokratske stranke, njenega podpredsednika Aleša Hojsa, v spremstvu poslancev Državnega zbora Alenke Jeraj, Jane Drženič, Vinka Levsteka, poslancev Evropskega parlamenta, gospe Zale Tomašič, Milena Zvera ter predsednice Krščanskega foruma Monike Gregorčič. V imenu stranke Nove Slovenije so tukaj krščanski demokrati in predsednik in minister Vlade Republike Slovenije gospod Jernej Vrtovec, v spremstvu poslancev Ive Dimic in Janeza Žaklja. Pozdravljam državne sekretarje, gospoda Igorja Senčarja, Vido Čadonič-Pelič, Heleno Jaklič. V imenu stranke Demokrati je tukaj minister Vlade Republike Slovenije, gospod Mihael Zupančič. Pozdravljam današnjega govornika, gospoda Klemena Jakliča. V imenu Vlade Republike Slovenije, Republike Hrvaške, gospod Tanjo Antunović-Hadžić, vodjo sektorja za žrtve druge svetovne vojne, s spremstvom. Pozdravljam vse druge predstavnike političnega, gospodarskega in kulturnega življenja Republike Slovenije, župane, predstavnike občin, predstavnike Slovenske vojske, sobrate duhovnike, redovnice, redovnike, svojce pobitih žrtev in vse vas, bratje in sestre. Vabim vas, da se zberemo pred sveto mašo, pomislimo na ta svečani trenutek srečanja z Bogom in molitve za naše pokojne, prosimo odpuščanje za naše grehe, da bo naša molitev pri Bogu vredna. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil, misli, beseda, dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, slavne svetnike in tudi vas, prosite za Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Molimo. Vsemogočni Bog, ti zbiraš svoje raztropljene otroke in jih ohranjaš v edinosti. Dobrotno skrbi za cerkev svojega Sina. Vsi smo posvečeni v enem krstu, naj bomo združeni v pravi veri in medsebojni ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Ezekijela. To govori Gospod Bog: glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo. Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo. Svojega duha denem vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo. Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govoril in storil, govori Gospod. Božja beseda. Bogu. Berilo iz knjige apostola Pavla Rimljanom. Nikomur ne vračajte hudega s hudim.
Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji jezi, saj je pisano: moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. Nasprotno, če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti. Če je žejen, mu daj piti. Če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus videl množice, je šel na goro. In ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani gospod predsednik vlade, visoki gostje, bratje in sestre. Macesnova Gorica je kraj, kjer se slovenska zgodovina dotika najglobljih vprašanj človekovega dostojanstva, resnice in smisla življenja. V teh gozdovih so bili po koncu druge svetovne vojne brez sodbe smrčeni številni ljudje. Mnogi so bili desetletja brez imena v javnem spominu in brez kraja, kjer bi njihovi svojci mogli prižgati svečo ali izmoliti molitev. Kot ljudje in kot verniki smo prišli sem, da izrazimo spoštovanje njihovemu dostojanstvu, te prosimo v molitvi Boga,
za prihodnost našega naroda. Nobena človeška beseda ne more v celoti zaobjeti bolečine izgube. Cerkev uči, da je spoštovanje pokojnih eno temeljnih znamenj človeške kulture. Pravica do groba in dostojnega pokopa izraža spoštovanje do sočloveka, ustvarjenega po Božji podobi. S hvaležnostjo pozdravljamo prizadevanja za dostojen pokop žrtev prikritih grobišč in ohranjanje njihovega spomina. Tudi nedavno sprejeti zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč razumemo kot pomemben korak v smeri spoštovanja človekovega dostojanstva in zgodovinskega spomina. Vsak človek ima pravico do imena in do groba. Kadar narod spoštljivo poskrbi za vse pokojne, krepi temelje medosebnega spoštovanja in zaupanja. Prerok Ezekiel v današnjem berilu pove in govori o ljudstvu, ki je izgubilo vse. Zdi se, da je prihodnost zaprta. Prav v takšnem trenutku Bog spregovori: Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Bog odpira grobove. Človeka kliče iz teme v luč, ter vrača dostojanstvo tistim, katerih glas je utihnil. Ko danes poslušamo te besede, tukaj v tišini pod Macesnovo gorico, jih slišimo z veliko občutljivostjo. Tukaj so bili desetletja skriti grobovi, številne družine pa so nosile bolečino brez javnega priznanja. Toda človek v Božjem spominu nikoli ni pozabljen. Bog pozna vsakega človeka po imenu. Pred njim ima vsak svoje dostojanstvo in zgodbo. Prerok ne govori le o grobovih, ampak tudi o srcu in o prihodnosti. Bog želi odpreti srca živih. Osvoboditi nas želi zaprtosti, strahu, nezaupanja ter nas usposobiti za novo življenje. Zato pravi: svojega duha denimo vas in boste oživeli. Sprava se začne tam, kjer se človek odpre delovanju Božjega duha. On uzdravlja spomin, krepi pogum za resnico in odpira pot zaupanju. Psalm poje: dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. To je podoba sprave, kakršno pozna Svetopismo. Resnica osvetljuje preteklost, pravičnost vrača dostojanstvo, usmiljanje zdravi rane, mir pa odpira prihodnost. Kadar so te razsežnosti povezane, nastaja prostor, v katerem lahko raste občestvo. Krščanska vera nas uči, da prihodnosti ni mogoče graditi na pozabi, temveč na resnici, ki jo vrednotimo. Evangelij nas vodi k spoznanju, da resnica rodi najlepše sadove tam, kjer jo spremljata usmiljanje in ljubezen. Zato je sprava veliko več kot zgodovinski ali politični projekt. Je duhovna pot očiščenja spomina, uzdravljanja ran in ponovnega odkrivanja bratstva. To misel nadaljuje apostol Pavel v 2. berilu, ko nas spodbuja: nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi poskušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi. Pavlove besede so tudi za nas zelo aktualne. Vabijo nas k ustvarjalni moči dobrega. Dobro ni znamenje šibkosti, ampak moč, ki odpira prihodnost, preobraža odnose, zdravi spomin in gradi skupnost. Kristjan je poklican,
da ostaje graditelj dobrega, človek spoštovanja, dialoga in miru. Pavel gre še dlje. Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti, in če je žejen, mu daj piti. V teh besedah se razodeva novost evangelija. Kristijan presega logiko nasprotovanja, sovraštva in odpira prostor srečanju. Sprava tako ni zmaga enega nad drugimi. Je zmaga dobrega, ki človeku omogoči, da v drugem osnovno prepozna, kot bi rekel papež Frančišek, brata in sestro. Vrhunec današnjega bogoslužja so blagori. V njih Jezus razodeva obličje človeka, ki živi v luči Božjega kraljestva. Blago žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Te besede danes objemajo vse, ki nosijo bolečino izgube. Kristusova tolažba ni oddaljena obljuba, je njegova navzočnost med nami. V njem spoznamo, da ima življenje globino, ki presega smrt, in da ljubezen postaje močnejša od vsakega nasilja. Blago lačnim in željnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Pravičnost, o kateri govori Jezus, je hrepenenje po svetu, v katerem je spoštovano dostojanstvo vsakega človeka. Je prizadevanje za resnico, pošten odnos do zgodovine in ustvarjanje družbe, ki spoštuje človekovo življenje. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Usmiljenje je srce krščanskega življenja. Omogoča, da spomin postane rodoviten. Pomaga, da bolečina ne postane breme prihodnosti, ampak vir sočutja in nove bližine. In končno, blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Mir je Božji dar in sad odprtega srca. Rojeva se tam, kjer človek spoštuje resnico, varuje dostojanstvo drugega in gradi mostove. Je dar, ki ga prejemamo od Boga in hkrati naloga, ki nam je zaupana. Dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda nas vodi od odprtega groba do odprtih src. Bog odpira grobove, da bi pokojnim vrnil dostojanstvo, srca živih pa usposobil za graditev miru. Tako odpira prihodnost našemu narodu, spravi, da bi rasel v resnici, pravičnosti, usmiljanju in medsebojnemu spoštovanju. Pokojne in storilce nasilnih dejanj danes izročamo Božjemu usmiljanju. Njihove svojce priporočamo Božji tolažbi. Za naš narod pa prosimo za modrost in pogum, da bomo znali graditi prihodnost, utemeljeno na pravičnosti, resnici in ljubezni. Naj se tudi med nami uresničijo besede proroka Ezekijela: svojega duha denem v vas, da boste oživeli in vas postavil na vašo zemljo. Amen. V skupnih prošnjah za vse potrebe prosimo za naše osebne in skupne potrebe. Prosimo za Cerkev na Slovenskem, naj po zasluženju tolikih mučencev iz duhovniških vrst in trpljenja škofa Rožmana in Vovka vedno ostane branilka resnice in življenja. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Jezus, po priprošnji tvojih svetnikov, posebej pa tvoje Matere Marije, te prosimo za blagoslov vseh,
ki se resnično trudijo za dobro Slovenije in vseh njenih državljanov, podpirajo jih pri njihovem delu. Prosimo te, usliši nas. Dobri in usmiljeni Bog, sprejmi žrtev slovenskih mučencev in razli svojo milost nad Slovenijo in nad vsem slovenskim narodom, da bo o tebi v čas stopal varno prihodnost ter napredoval duhovni in vsakršni blaginji. Prosimo te, usliši nas. Srce Jezusovo, veru svetolažbe, naj neizrekljivo trpljenje, krivice in ponižanja, ki so jih družine pomorjenih v zapovedanem molku moči nosile desetletja, obrodijo obilen sad, blagoslovi naše družine, da bodo odprte za življenje in naj iz njih izide tudi novi duhovni poklici. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, v tvoje usmiljene roke izročamo vse, ki so v teh krajih in po drugih moriščih po Sloveniji delali hudo, ter vse, ki ne znajo ali ne zmorejo doumeti globine storjenega zla, nakloni in spoznanja resnice in milost notranjega spreobrnjenja. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za naše rojake v zamejstvu in po svetu, naj pod Marijinim varstvom ostanejo zvesti Bogu, slovenskemu izročilu in besedi. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse nepokopane in prekopane, za vse žrtve vojne in revolucije, za vse žrtve vojne v Ukrajini in povsod po svetu, naj najdejo Božji mir. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi Gospod te naše prošnje, ki jih usliši v Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospodovine svojih rok, hvali čas svojemu imenu, v blago nam vsej svoji sveti cerkvi.
Gospod naš Bog, po enkratni Jezusovi daritvi si nas privzel za svoje ljudstvo. Dobrotno nam nakloni darove edinosti in miru v svoji cerkvi po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem si nas pripeljal k spoznanju tvoje resnice, da nas druži ena vera in en krst v njegovo telo. Po njem si dal vseh narodih obilje svojega svetega duha, ki v mnogovrstnih darovih čudovito deluje, ustvarja edinost, prebiva v posinovljenih otrocih in vso cerkev napolnjuje in vlada. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrtno znamenjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne pride Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Zato ti darujemo kruh življenja in telih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom
tukaj šli s škofom Andrejem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upri na vstajenje, vseh pokojnih žrtev medvojne in povojne revolucije. Spomni se vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha in vari nas vsakega nemira. Popolni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoje oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom se rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, ki si vedno prideš k meni, ampak ne si osebo in zdravljenja do mojega srca. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molimo. Nebeški Oče, to sveto kajlo, ki smo ga prijeli, je vidno znamenje, da smo verniki zedinjeni v Tebi. Naj rodi tudi edinost v Tvoji cerkvi po Kristusu našem Gospodu. Amen. Skupaj zmolimo molitev, ki ste dobili na teh podobicah. Najvišji, vsemogočni in usmiljeni Bog, spoštljivo se spominjamo velikega trpljenja in smrti slovenskih učencev. Verujemo v slavanje in svobodno vseh Božjih otrok. Ljubili so svojo domovino in njena duhovna izročila. Usmiljeno sprejmimo njihovo žrtev in razlij svojo milost nad Slovenijo in ves slovenski narod, da bo Tebi v čast sposoban sohodnost, ter napredoval v duhovni in vsakršni blaginji. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bo Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in zdaj in vedno. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas Bog vse tolažbe, ki je človeka v nedoumljivi dobroti ustvaril in po vstajenju svojega edinorojenega Sina dal vsem vernim upanje, da bodo vstali k novemu življenju. Amen. Nam živim naj odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in svoj pokoj. Amen. Verujemo, da je Kristus res vstal od mrtvih, naj z njim tudi mi živimo v večni sreči. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.